Lepo vas pozdravljam in uvodoma bi se najlepše zahvalila organizatorju za povabilo na ta zelo dinamičen in, bom rekla, zelo dober posvet. V prispevku, ki sva ga pripravili s kolegico Bajde Silvo, bi vam rada želela zelo na kratko predstaviti, kaj pomeni vseživljenjsko učenje odraslih oseb s posebnimi potrebami in sicer v smislu inkluzije, torej vključevanja v družbo, da bi lahko živeli prodorno, zdravo in pa prožno življenje. Vodoma bi poudarila predvsem to, da so njihove osnovne pravice do vseživljenjskega učenja tako kot vseh ostalih nas državljanov in da imajo enako učne izobraževalne potrebe kot mi sami. Le potrebujejo več spodbude, motivacije in predvsem okolje, ki jih bo razumelo in spodbujalo, da se bodo lahko izkazali, kar se bodo najbolje lahko, glede na to, kar znajo in zmorejo. Kaj je predvsem cilj? Da bi utemeljili koncept enakih možnosti in sicer v sistemskem učenju in izobraževanju odraslih v Sloveniji. To je eden od glavnih pobud, ki jih je že moja pokojna kolegica Alenka Golob pripravljala, žal je bolezen premagala, ampak vztrajno nadaljujemo njeno delo in upajmo, da bo kmalu obrodilo še boljše sadove. Dobra izhodišča imamo zakonodajo, strategijo vseživljenjskosti učenja, zakon o izobraževanju, potem nacionalni program in tako naprej. Ampak, kot pravi dr. Zoran Jelen, smo nekako to sprejeli s figo v žepu in sicer zato, ker nismo sprejeli strategije v tem, torej načina in metod, kako bi to dejansko sistemsko umestili v prakso, kako bi to v praksi udejanili, da bi to teklo gladko. Zdaj smo slišali vrsto primerov v prejšnjem prvem krogu, kako ljudske univerze sodelujejo, kako so te priložnosti, dogovori med sebojni, med posameznimi organizacijami, ampak to so neke priložnosti, ki so odvisni od posameznika, ni pa sistemskega delovanja. Želela bi povedati, da je v tem letu izšla knjiga, znanstvena monografija z naslovom Izzivi inkluzije pri vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami. Naj povem, da nimamo posebnega programa oziroma programa prilagojenega za odrasle. Posebni program vzgoje in izobraževanja je do 26. leta, potem je pa na tem področju, kar se tiče oseb s posebnimi potrebami, popolnoma megla. Torej pomeni, da pride en strokovni delavec na 137 udeležencev oziroma 79, če gre za kombinirane motnje, se pravi pridružene, slepota, gluhota in tako naprej. Kar je popolnoma neživljenjsko in nesprejemljivo za današnji svet. Tako da bi v tem zelo lepo se zahvalila Andragoškemu društvu Slovenije, predvsem Idi Srebotnik, ki je dala pobudo za to in je luč gledala ta knjiga, ki je nekako zelo dobre recenzije dobila in je to prvi tak strokovni material za vsem namenjen, vsem učiteljem in pa mentorjem, ki se srečujejo z temi osebami. Veliko raziskav je bilo narejenih. V zadnji raziskavi iz leta 2020 smo ugotovili, da je veliko dobrih praks, da je veliko rezultatov, ki so nastali na osnovi projektov, izmenjav in tako naprej, ni pa sistemskega učenja in izobraževanja, to se pravi, da bi bili učno-izobraževalni procesi umeščeni v splošne izobraževalne programe institucij, organizacij za izobraževanje odraslih. Zdaj ne bom prav na široko, jaz bi vam rada samo nekaj utrinkov pokazala z dobrih praks učenja, vseživljenjskega učenja oseb s posebnimi potrebami. In sicer po tem modelu 6 sklopov je, pa bom kar šla po enega do drugega, da bom vseh zaradi časa naštevala. In sicer pomembno je učenje iz problema. Torej, s pomočjo lahkega berljivega jezika, tudi s pomočjo stikala, vozim avto, v pomoč je besedilo, slikovno, prav tako gre za učenje preko YouTubea, prepoznavanje znanih osebnosti, torej imen in torej znanih povezav, kuhanje, kuharski recept in spoznavanje držav in zastav.
Potem v današnjem svetu je učenje in učenje eden od ključnih, ki so tudi pomembno za osebe s posebnimi potrebami. In sodobna tehnologija je ena od zdaj, rekla, glavnih točk napredka tudi pri naših osebah. Recimo, novi videospoti na podlagi znanih pevcev in spotov. Tole je pa Zoom iz leta 2020, teden vseživljenjskega učenja, ker je bilo 193 udeležencev. Nastali so seveda kuharski recepti in vrsto knjižic, videospotov in drugih slikovnih materialov, ki smo jih pošiljali svojcem in pa drugim organizacijam. Pomembno je druženje in sodelovanje. Naslednji sklop izhaja iz osnovne izobrazbe. Kot sem že prej povedala, posebni program traja do 26. leta, od 6. do 26. leta, od 18. do 26. leta pa gre za učenje za življenje in delo. Lepo pozdravljeni, dragi moji. Poglejmo si, kaj se dogaja v dnevnih oddelkih našega centra. Tole je bila božična poslanica v času covida, ko je bilo manj druženja. Potem izražanje občutkov in refleksija. In nenazadnje še podpira močna področja posameznika. Takole. To je na kratko nekaj utrinkov. Kaj sem hotela povedati za zaključek in za zadnji moj del, kakšne so potrebni ukrepi. Predvsem je treba opozoriti na to, da so normativi, kar se tiče učenja odraslih, še vedno zelo ne gredo s časom korak, to se pravi izpred 50 let, čeprav so normativi spreminjali nazadnje iz leta 2008, ampak so še vedno torej v nekih institucionalnih okvirih. Torej s poudarjanjem deinstitucionalizacije je pomembno, da je učenje v manjših skupinah, tudi individualno, ker le na ta način lahko usposabljamo in učimo osebe s posebnimi potrebami. Nadalje, normalizacija bi bila v tem in mora biti v tem, da se splošni programi v institucijah prilagodijo za osebe s posebnimi potrebami in da se ustvarijo določeni nivoji po stopnjah in korakih, kar imamo dobre prakse iz projektov in vemo, da se to da. Predvsem je pa tukaj tudi odločilna vloga vodilnih kadrov. Namreč
Tudi zdaj se dogaja, da se med organizacijami dogovorimo za sodelovanje s tem, ko nekdo nekoga pozna, skratka se dogovorimo tudi na čisto neformalni ravni, ampak tekom projektov in teh torej praks, ki smo jih spoznali, internih, sodeluje ena, bom rekla, manjša peščica teh naših uporabnikov, stanovalcev, ker pač ni dovolj kadra, mentorjev in učiteljev, da bi lahko to celostno spremljali, na primer na Ljudsko univerzo. Povedo na Ljudski univerzi, lahko pridete, če imate zraven še mentorje in spremljevalce, da jim bo pomagal pri vključevanju torej teh vsebin. Potrebujemo spodbude tako materialne kot nematerialne, da bi se lahko to vseživljenjsko učenje dejansko živelo v praksi. Predvsem bi povedala, da je pomembna kompleksnost ravni, večjih ravni, in sicer zato, ker so tudi težave in pa, bom rekla, posebnosti pri učenju tako kompleksne, da je pomembno, da je teh ravni več. In sicer predlog je bil, kar je že pokojna Alenka Golob, ki sem jo prej omenila, zagovarjala, da je potrebno umestiti programe teh specialnih ustanov in programov v splošne programe in obratno na drugi ravni, ki je seveda v skladno s prvo, torej da še naprej obstajajo programi z zelo specifičnimi, bom rekla, usmeritvami za tisto populacijo, kjer druge zares ne bi bili uspešni. In seveda velika ponudba nevladnih organizacij, ki zelo popestri in je v zadnjem času, v zadnjih 10 letih tudi vedno bolj aktualna. Samo še tole je pa zadnji slajd. Kaj je glavna vloga, da se povežejo in tudi naša želja in trud, ki je že vrsto let zdaj nekako zelo transparenten, da se povežeta obe ministrstvi, torej Ministrstvo za šolstvo in za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, preko različnih organizacij kot fakultete, društva, zbornica, ACS in druge organizacije za izobraževanje odraslih z ciljem normalizacije. Torej, kot sem povedala, potrebujemo nek center, neko informacijsko pisarno, ki bi tudi lahko usmerjala in dajala nek širši pogled na možnosti širšega vključevanja oseb s posebnimi potrebami, ne le nekaj, bom rekla, tistih najbolj sposobnih primerov, ki nekako jih promoviramo in z njimi poskušamo svetu dokazati, da smo tukaj, da obstajamo in da smo lahko popolnoma normalno vključeni. Tole zdaj bi zaključila, če ima kdo mogoče še kakšno vprašanje, tako da sicer pa res hvala za vašo pozornost. Hvala lepa za vašo predstavitev. Hvala za predstavitev, ker ste nas še enkrat pomnili, da je ta del življenja seveda pomemben in je del nas. In zdi se mi, da se premalo zavedamo tega, dala se mi zdi taka iskrena, brutalna resnica, ki je vidimo in pravzaprav mogoče zato, ker smo šibki v sebi, zanikamo, da je to naša realnost. In danes govorimo o zdravju in jaz si želim, da bi seveda več tega duševnega zdravja zmogli, vse skupaj in moči in stabilnosti, da sprejemamo življenje tako, kot je. Z vsemi svojimi prednostmi, slabostmi, pomanjkljivostmi in vsemi primanjkljaji in seveda z vsemi talenti. S primanjkljaji pa gre tudi talenti. Za kakšne posebne lastnosti in reči v življenju. Ampak zdaj to samo zato, ker me zanima, ker ne prihajam pravzaprav z tega področja, oziroma vem, zdaj v zadnjem času se ukvarjam z visoko politiko, če se temu tako reče, ampak z urejanjem, bom rekla, strokovnih reči na tej ravni. Pa me zanima vendarle, ali smo upoštevali mogoče programe, ki jih imamo za to populacijo odraslih, ki jih uvrščamo pravzaprav v to kategorijo, ki ste vi rekli, od 16 do 18, katere inštitucije jih izvajajo še poleg seveda specializiranih inštitucij, če ga, no to sem malo za povzetek ali pa posnetek stanja, če bomo to naprej imeli v našem predstavljanju. Hvala. Ja, mogoče čisto na kratko. Eden od teh je tudi, če ste videli noter v slajdu, je pisalo status. Status, to se pravi, če oseba s posebnimi potrebami, potem ima ponovadi status invalida. Kar pomeni, da recimo, če bi jaz želela v
prideti na izobraževanje z enim mojim uporabnikom v Ceneta Štuparja, na Ceneta Štuparja na neko izobraževanje, pravzaprav ne bi mogli kandidirati. Ravno tako recimo so za ranljive skupine ljudi, za recimo starejše, nezaposljive, ampak vse je status delovne zmožnosti. In to je torej zakon o vključevanju invalidov, zakon o izničevanju enakih možnosti invalidov, od konvencije, vse naprej, ker sem prej omenjala, zakonodaja pravzaprav spodbuja, tudi resolucija zdaj do leta 2030 spodbuja ranljive skupine ljudi, še posebno tiste, ki potrebujejo več spodbude. Ampak tukaj se zatakne pri financah, pri kadru. Se pravi, mi potrebujemo zraven za to, da lahko se mi vključimo v eno sredino na Ljudsko univerzo, Ceneta Štuparja, da imaš ti, ne vem, tri in to je dovolj. Ali pa še enega asistenta zraven, da on pomaga zraven in tako naprej. In s to pomočjo in prilagoditvijo kadrovsko se to da narediti. Ker so pa normativi taki, kot so, in seveda te ljudske univerze in splošne organizacije tudi nimajo denarja za dodatno pomoč za ranljive skupine, se je tukaj ustavilo, tako kot je rekel dr. Zoran Jelenc. Napisali smo vse lepo v redu, ni pa torej strategije, kako pa to zdaj prenesti v prakso. Recimo za materialne spodbude so bili recimo kot neki čeki, voucheri, davčne olajšave in tako naprej, ampak to je napisano tudi v tej strategiji vseživljenjskosti iz leta 2007, ni pa to nikjer napisano, kdo bo to dal, to se pravi, kako se bo socialna in šolstvo ministrstvo zdaj povezalo, da bomo lahko sodelovali. Tukaj je ena ključna zadeva, kako zdaj, ker to je problem družbeni, ni samo socialni, ni samo šolstva, ni samo zdravstva. Hvala lepa Emi, pa seveda gospe za